večer. Dobrodošli na prvih februarskih zasedanjih s knjigami. Današnje zasedanja so nekaj posebnega, ker so na predvečer 8. februarja, ko se odpirajo mnogi premisleki v kulturi. Protokolarni, slavnostni, manj formalni, med njimi pa tudi taki, o katerih bi morali razmišljati vse leto, ker se jih v enem dnevu, tednu ali v najboljšem primeru v enem mesecu preprosto ne da rešiti. Razmisleki o tem, kaj nam kultura v najširšem pomenu besede pomeni, kaj nam pomenijo tisti, ki se z njo ukvarjajo in kako doseči, da bodo to, kar počnejo, lahko počeli brez nenehnih skrbi o problemih z drugega konca preživetvenega spektra, pa naj gre za dostojno preživetje kulturnikov kot oseb ali spodobno preživetje kulturnih inštitucij. O vsem tem bomo predvidevam poslušali tudi zvečer, ko se vrnemo od tule in sedemo pred televizorje. Tisti, ki so šli na slovesnost Cankarjev dom, so namreč že odrinili, glede na današnje vreme. Danes smo tukaj zaradi ene od knjig, ki so del te široko razumljene kulture, zaradi njenega avtorja, zaradi ljudi, ki so z njegovim ustvarjanjem tako ali drugače povezani. Pozdravljam torej najprej Boruta Gombača. Pesnika, pisatelja, dramatika, avtorja lutkovnih in radijskih iger, songov, besedil za uprizoritve na odru, pa tudi avtorja razstav, kulturnega producenta, pisca literarnih spremnih besed, pronicljivega opazovalca vseh vrst kulture in v mladosti tudi člana nekaterih glasbenih skupin svoje generacije, za katerega je Rajko Muršič nekoč rekel, da ima velik potencial kot rock pevec. No, tega potencijala v odrasli dobi ni razvijal, vsaj ne da bi mi vedeli. Še. Res je. Pozdravljam tudi pisatelja, pesnika in urednika Roberta Titana Felixa, ki se bo z Gombačem pogovarjal. Pozdravljam Dušana Hedla, ki je Boruta spodbudil k pripravi te knjige in jo tudi založil. Nekateri od tistih, ki so neposredni uporabniki mnogih Gombačevih songov in tudi danes sodelujejo pri dogodku, danes Marka Groblerja in Katarino Rozman ter Tomija Lorberja. Pa tudi vse tiste, ki Gombača pojejo in preigravajo, pa jih zdaj ni tukaj. Če je Borut Gombač na eni strani vse, kar smo in še bomo danes o njem slišali, je po drugi strani tudi knjižničar, ki ga ob drugih urah najdete nad stropje više, na delovnem mestu, ki se mu uradno reče nadzornik časopisne čitalnice. Iz tega poimenovanja bi lahko sklepali, da nadzira vse, kar tam je. Časopise, knjige in ljudi, ki jih iščejo, berejo in si jih izposojajo. V tej vlogi je nekakšna središčna točka knjižnične časopisne čitalnice, kjer se sekajo mnoga vprašanja, razmisleki, odgovori in tudi neodgovori. Kje je ta in ta izvod tega in tega naslova? Kje je ta in ta polica? Kako skenirati? Kako najti članek? Kje je že misel, ki je pred 83 leti zapisal nekdo, v katerem že časopisu? Mikrofilm je zdrsnil z koruta, kaj pa zdaj? Kdaj bo napisal v časovni kapsuli? Kje že je? Ste videli ta in ta članek, pa kaj pišejo? Gospa v kotu je preglasna, fant telefonira, pa jo lahko prosim utišate in poveste, da je tukaj čitalnica. Vmes pa obiski in klici s čisto drugimi vprašanji. Bi mi napisal spremno besedo? Te lahko prosim, da malo pogledaš moje pesmi, da je pripravi zbor za finale pesniškega tekmovanja, rok je danes ob 3 po noči. Pridi na sestanek programskega odbora, jutri je seja komisije za literaturo, kako bo naslov tvoje letošnje razstave, prideš na moj literarni večer. In potem enkrat med vsemi temi klici kliče Dušan Hedl in reče: Borut, moral bi izdati svoje songe v knjigi. Knjiga je danes tu. Bojan Sedmak je v spremni besedi zapisal, da je Borut Gombač najboljši živi, klasični, moderni mariborski pesnik. Drzna misel glede... Drzna misel glede na mlajše in starejše od njega, ki tudi upajo na to častno mesto.
Pri tem je Sedmak, koliko razumem, želel podariti predvsem kvaliteto nekakšne dvojnosti. Gombača kot hkrati klasičnega in hkrati modernega pesnika. Tudi sama bi danes rada podarila pomen neke druge dvojnosti. Gombača kot hkrati knjižničarja in hkrati kulturnega ustvarjalca. Knjižničari smo, lahko bi tako rekli, nekakšni polustvarjalci, ki hranimo in razvrščamo, kar je zapisano na ta ali oni nosilec, klasični ali moderni. Nato pa v hranjenem, razvrščenem, klasificiranem vedno znova pomagamo iskati tisto, kar tega ali onega generacije uporabnikov zanima, ali pa iz kakršnega koli razloga morajo poiskati. Knjižnica vsekakor je to neizčrpno morje potencialnih spoznanj in navdihov in obvladovanje tega je neposredno ali posredno osnovno poslanstvo nas, ki v knjižnicah delamo. A vendar se nekako zdi, da to le ni čisto dovolj. Ostati na tej polustvarjalni ravni, če tudi je zelo kvalitetna, ne bi bilo zares do konca zadovoljujoče. Knjižnica je vsaj nekem delu ne le morje potencijala za vse, ki v njej iščejo in pogosto tudi najdejo, vsaj v nekem malem delu je knjižnica tudi prostor izvirne kreacije. V tem je njen presežek. In če uporabim še dva klišeja, ki se ta trenutek priležeta, v tem je njena dodana vrednost, v tem je njen izvirni prispevek k kulturni ponudbi svojega okolja. Tudi zato je knjižnica fizično in duhovno srečališče in presečišče idej, paradigem, pobud, družabnosti, kreativnosti in še česa, vsega pač, kar zajema kultura v najširšem pomenu besede. Prav na predvečer 8. februarja in prav v predstavitvi kulturnika in knjižničarja Boruta Gombača je pravi trenutek za to, da zaznamo neprecenljivo vrednost te dvojnosti. Ali. Ja, preden predamo besedo vama, povabim še Dušana Hedla. Ja, najlepša hvala za besedo. Torej, seveda iskrene čestitke tudi strani Kulturnega centra Maribor in vseh sodelavcev naše založbe Borutu, ki izdaji popevke, songe in šansoni. Ekipa je tokrat išla pri drugi zbirki, ki so nastajale v zadnjih 30 letih obstoja naše založbe Simfonika Slovenika, kajti prvi dve knjigi Prasketanje in pa Razblinjene dlani sta išle pri zbirki Frontier, s katero smo tudi začeli. In moram povedati, da smo začeli skupaj z Borutom in še marsikom v tej sobi. Seveda hvala vsem, ampak danes ima Borut predstavitev knjige. In smo zares malce za šalo se šli urednike in pa avtorje. In mogoče tudi ravno zaradi tega, ker nismo sebe dojemali kot središče sveta, so ti projekti postali pravzaprav naši življenjski projekti na koncu. Kaj še zapovedati, mogoče tole, še enkrat hvala Borutu za pomoč pri rasti in razvoju naše založbe, kajti marsikdaj je tudi bil urednik pri izvzeti moram projekt Rokerji boji pesnike, ki ga pomaga vso ustvariti tudi. Želim vam vsem prijeten večer, pa še tole. Knjiga je seveda po izredno nizki ceni 15 €. Prvi dve knjigi pa sta tudi na voljo, pa še kakšen CD, seveda CD Quintonov, samo Borutovimi songi uglasbljenimi po nižji ceni, da bomo zdaj čistega marketinga sešli. Torej, knjiga je orožje, oziroma v tem primeru je knjiga tudi orodje, kajti z Borutom smo se ravno včeraj dogovorila, da bova poslala knjigo glasbenikom, da bodo lahko delali kvalitetne slovenske pop pesmi in z opozorilnim listkom, katere pesmi še niso uglasbljene. Torej, knjiga bo zelo aktualna še nekaj časa. Hvala. Izvolite. Najlepša hvala obema. Se slišimo? Ker imamo kar nekaj mikrofonov vseeno okoli, tako da je treba točno pogledati, kjer je, zakaj. Dober večer, tudi v najnem imenu predstavilo bova knjigo Popevke, songi in šansoni. Dušan Hedl, urednik te knjige, pravi, poklical sem Boruta in mu rekel, ti bi moral svoje popevke, songe in take zadeve izdati v knjigi.
Verjetno si rekel, bom razmislil. Dušan ima pač tako navado, da je najbrž od takrat naprej vsak teden isti dan v isti uri poklical in vprašal, če si razmislil, dokler seveda nisi res razmislil in pripravil te knjige. Dajva za začetek povedati nekaj o specifiki te knjige. Se pravi, knjiga, v kateri so zbrane popevke, songi in šansoni, koliko tega materijala je bilo objavljenega morda že kje drugje, koliko je bilo uglasbenega in uporabljeno samo v tem kontekstu, na kakšen način si potem to knjigo koncipiral kot dejansko samostojno knjižno izdajo, ki zagotovo ima neko svojo celovitost, ni zgolj izbor tekstov. Najprej pozdravljeni še v mojem imenu, pa hvala, da ste prišli v takšnem številu. Ja, res je, Dušan je kar parkrat poklical, imel je tudi pripombe, jaz sem najprej zbral vse pesmi, ki sem jih imel pač na raznih CD-jih, rekel, to je premalo. Jaz nisem nikoli znal pisati po naročilu in pišem strašno počasi, ampak Dušan je bil tako odločen, da sem se bolj potrudil in sem kar nekaj, mislim, da 2-3 meseca se samo s temi pesmimi ukvarjal. Moramo povedati, da mi je pa veliko pomoč bilo, namreč Dušan me je tudi povezal z raznimi glasbeniki in so mi pošiljali glasbo in jaz sem bolj na tisto glasbo pisal besedila, kar se je meni včasih zdelo noro, napisati glasbo na besedila, ampak sem enkrat bral intervju z Balaševičem, ki ima tiste dolge balade z zgodbo ponovadi, in je napisal, da vse pesmi napiše na ta način, da najprej, da jih napiše po glasbi. In to je zanimivo, ker se ti nehote odprejo nekaj takega, kar... Jaz vem, da imam zdaj v par pesmih neke verze, ki mislim, da bo eno bolj zapel Tomi, ki jih nikoli ne bi drugače dal knjigo, nikoli se ne bi kaj takega spomnil, če ne bi bilo že prej glasbe. Drugače pa je sestavljena je iz bistvu iz enih 3-4 sklopov, da ne vem, pamet. Prva stvar je bil ta CD z Pintoni, balade na Bledečih tleh, ki se dajo tam tudi dobiti. Te pesmi so noter, potem so pesmi iz Kurentove svadbe, ki smo zdaj poslušali, prej smo poslušali en odlomek, to je pesem Bravo Pokaču, Tinkara Kovač in Metod Pevec, glasbo je napisal Gregor Strmecki, pa potem aranžmaje Vlasko Tanasovski, pa Dovč, pa tako naprej. Potem je tretji sklop, ki bomo danes ga tudi slišali, to je pa Marko Grobler, tu je zdaj nastaja en CD, oziroma vsak čas bo išel, melodije zamolčanih besed. Ta projekt se pa vleče, Marko, 6 let, 7, pa vsaki nekaj mesecev smo rekli, naslednji mesec bo pa CD že zunaj, verjetno. Začel se je čisto naključno, da smo se z Markotom, ki smo se poznali, samo jaz sem ga poznal samo prek Ezeleka, ki je pri nas parkrat nastopal, srečali, mi smo pripravljali neko razstavo, Knjiga ni le knjiga, za sodelavko Renato Močnik, mislim, da je tu celo, in smo hteli en taki projekt narediti, da bi bilo v celoti, in potem smo se spomnili, če bi bila tudi ena pesem, ki bi jo Marko glasbil, in to je bila ta Bukvarka Blaška, za katero jaz pravim, da je največkrat pohojena pesem. Vi ste tudi vsi pohodili, ko ste prišli po stopnicah, ki je ostala na stopnicah še od tiste razstave, in tako smo pravzaprav z Markom začela, in potem tu je kolegica Silva Blešak me enkrat povabila na šolo, učila na Škofijski gimnaziji, in Marko je takrat v tej priložnosti še ene 2 songa oglasbil za eno pevko Ano Karneža. In potem so se stvari začele razvijati in zdaj pa CD, mogoče o tem CD-ju pač v drugi priložnosti več, ko bo šel. Taka četrta stvar je pa to, kar je silo Dušan, ker je bilo pesmi premalo. Dušan se je čudil, da je tako malo pesmi, ampak jaz sem že v Sencah in Sinkopah, tudi pri knjigi, ki je šla pri Literi, mislim, da si bil ti celo švednik takrat. Že dosti pesmi je bilo tam uglasbeni, nisem zatev te iste pesmi, čeprav imam pa res ene 2 noter, ki sem jih potem malo spremenil, malo bolj prilagodil glasbi.
Nekaj pesmi je pa še tako nastalo, se pravim, to je en glasbenik Saša Raven, nekje iz Gorenske, Peselica, on je za razliko od Markota, ki je bolj na izi, ki je bolj predinovski način, je on zelo hiperaktiven, dobil sem po 5-6 melodij na dan, ko me se eno začelo in se že po drugo in jaz jih kar na strani, še zdaj imam tako 5-6 ključkov s tisto njegovo glasbo in on tam na tisti glasbi pravi pa, ampak ne, nekaj pesmi je nastalo vseeno na ta način. Potem sem imel sveda problem, kako to sestaviti skupaj, to je bilo zdaj pravzaprav zelo raznoliko. In odločil sem se za variantu, ki še nikoli nisem. Namreč imel sem te pesmi sprintane in sem imel tako v kuhni po tleh, vse so bile in sem jih postavila, kar bi dal po vrst, ali bi dal vse iz Quintonov skupaj, pa vse iz Kurentove svadbe, pa se mi je to zdelo nekako. Potem sem poskušal nekako po obliki, pa po vsebini. Na koncu je bila tam ena pesem Črke čutne abecede, ki jo kasneje tudi Bojan Sedmak uglasbil. In se mi je zdelo, kaj pa če bi jih dal po abecedi, mi je pravzaprav prišla ena zelo zanimiva stvar. Zdaj se sicer mešajo, pride kakšna iz Kurentove svadbe, ki so ti pustni liki, pa potem liki iz Quintonov, pa potem, ampak je zanimivo, ker je mogoče bolj razgibano na ta način, pa še nekaj druge notranje povezane se postavlja. Se pravi, za vse tiste pesmi, ki niso še uglasbene in za glasbenike je to zelo priročno. Ja, super. Če želiš song o dežju, pogledaš, če je kaj podpira. Ja, to je pa ide. Točno to. Praviš, da si tu nekaj pesmi napisal dejansko na že obstoječo melodijo. Večinoma prej je bil najprej tekst in šele potem melodija. Ampak recimo vsi, ki pišejo songe, tekste za glasbo ali verzificirano poezijo, taka poezija, tak tekst ima vendarle ritem, že v osnovi. Dejansko, če pišeš tekst nekako že, vsaj v sebi slišiš, kako ne bi to zvenelo, ko je enkrat v glasbi. Vse recimo ti, ko si napisal tekst, ki je bil pred tabo na papirju, kot tekst za song, vedno popolnoma identificiraš tistim, kar potem na koncu je song, kar je v glasbi. Se pravi, ali dejansko napišejo glasbo in zapojejo točno tako, si slišal. Jaz sem smere šokiran, ko slišim glasbite, ki mi je potem 99% zelo všeč, sploh s temi glasbeniki vsemi, ki sem zdaj sodeloval, so res oglasbili, ampak tisto, kar imaš ti v glavi, to je isto kot z radijskim igram. Jaz, ko sem radijsko igro, ko poslušam, to moja žena ve, ki je tu, to je grozljivo, ker jaz zraven kričim, pa ne vem kaj so naredili iz tega, pa tisto ne vem. Pa tudi kakšne možnosti ne vedem krivico, ker poznaje. Jaz pač slišim, mogoče je to nekaj, se pravim, tako da je bilo rekel dušen. Jaz sem tudi sam malo včasih igral kitaro in zdaj sem imel veliki problem. Jaz sem lahko marsikaj zaigral, ampak nisem znal ponoviti iste stvari dvakrat. Tako da to je pesem malo boljša, da so me dosti krat porabili pač reši za pisca. In se zdaj sem pa improvizirati, to pa je zanimivo, to se še zdaj upam. Zdaj se sicer parkrat porobal, pa zdaj niti ne gre več, niti roke so premehke, ampak se pravim, to je bil zmeraj mi je bil problem. Sem pa vseeno, tako nekje, kot najstnik smo imeli nek rock'n'roll band, imenovala se Zelena kobila, z dvema velikima nastopoma v krajevni skupnosti Košaki. 3 plesalci so bili, tako se spomnim, 2 ste se skoto tam cartala, pa tako nismo pa igrali. Ampak je bila vseeno to ena taka šola, če ni druga tisti rock'n'roll, to smo znali igrati, to sem celo jaz znal igrati, to so pač tistih nekaj akordov istih, ali pa blues. Sem takrat pa zato nekaj te prve tekste začel pisati in je pravzaprav stalo to nekako v glavi, neki ta ritem. Dobra šola je bila tudi radijska igra, ker radijska igra se tudi z zvokom, ker jaz sem se pač z radijsko igro tudi, to je moja druga taka velika ljubezen.
vse to je pač privedlo do, začelo pa se seveda z projektom, ki ga danes že menil, ker pojejo pesnike, ki ste ga zasnovala Dušan Hedl in pokojni Tomaž Brenk. Jaz sem bil tam hitro, nisem bil čisto pri ustvariti, ampak sem bil pol hitro zraven. In tam, jaz sem imel zmeraj pri tem projektu pripombe, Mene pri tem projektu zmeraj motilo, če so glasbeniki, ki so že imeli neke rife, ti si pa napisal tekst in so oni pač tisto nekaj te besede probali. Nekaj uglasbica da tak vse, če hočeš, samo zdaj to ni finta. Jaz sem zmeraj si želel, da se pesniki, ki pišejo, malo približajo, da se enim drugim približajo. In isto je bil ravno projekt za Quintoni. Jaz sem, Quintoni so že prej imeli take posebne želike, kot nastopajo pri meni. Oni so že imeli nekega gustla, pa te stvari. In se spomnim, ko sem z njimi delal, meni je bilo najprej groza, ker rock'n'roll band posegati, nekje od zunaj je to zelo občutljiva stvar, da mi ne bi pokvaril tisti notranji ritem. Jaz sem tako dolgo študiral tisto njihovo glasbo, da sem potem v bistvu se počutil, če malo pripravim del benda samega. In to se meni zdi tista pot, kadar. In isto se mi zdaj dogaja z Tomijem in z Markotom. Ko Marko poje moje pesmi, imam jaz občutek, da sem tam zdaj zraven gledal, če se ne nekaj zmotil. Dam še eno vprašanje, potem bomo malo prisluhnili že v glasbenem. Zdaj si v bistvu izpostavil, da se nisi hotel vtikati v rock'n'roll band. S tem si v bistvu postavil eno stopensko lestvico, se pravi, imamo poezijo, imamo songe, šansone, ki so za poslušalcev pa morda še poezija, ampak bolj sprejemljiva, na koncu je rock'n'roll, ki je nekaj čisto drugega. Koliko ti vidiš svoje pisanje teh songov v povezavi s tistim, kar recimo pri sebi imenuješ poezija, in koliko bi se strinjal, da to sploh drži, ta nivelizacija, mislim, razslojenost? Jaz sem ravno danes študiral, jaz sem pri vsaki zbirki, ki sem do zdaj izdal, sem imel celo tako teoretično ozadje, o katerem sem znal govoriti, in sem se danes ravno nekaj, kaj bom pa pravzaprav zdaj o tem povedal. Ampak ene stvari še vedno ostanejo isto, je tako tisto moja način, ko rečem, da pesnik začne pisati pesem, potem pa ga pesem napiše do konca, oziroma se pesem na koncu sestavi. Zdaj pri eni vrsti poezije, ki jo tudi pišem sporedno z temi songi, je tak, da je ne pustim, da se sestavi, ampak jo hočem presenetiti. Tu se pa omaknem, pa pustim, da se pesem sama sestavi in je v bistvu to na nek način, mogoče, ne vem, če se lahko temu reče, če je to žanrsko, neka žanrska poezija, ker jaz pri tem resnično zelo uživam pri tem pisanju. To mi je tak užitek in zelo podobno, ko sem zdaj poslušal Augusta Demšara, ko je govoril, kako sestavlja kriminalke, da uživa, da vse to ni literatura, jaz sestavljam rebuse pa to. Jaz tudi sestavljam, ampak se trudim, da ne bi bilo preveč, kičasto, da ne bi bilo ono, da ne bi, mislim, vse te komponente, pa da je ritmično pa to, pa da so čustva vseeno zraven, zdaj to ni neko čist tehnicistično napisano, ampak vseeno sta to nekako se mi zdi dve vrsti poezije. In obe imam jaz rad in če bi pisal samo eno, to ne bi bil jaz. Se pravi, da poezija ni za rock'n'roll, ker preprosto ni dovolj zabavna. Ne, to ne bi rekel. Ampak je pa zanimivo, če tako pogledamo, kako so pisali pesniki, recimo za rock'n'roll so malo pisali, razen tisti, ki so bili sami toliko, kaj zvem, Dylan pa Cohen, pa to, ki so sami, recimo za popevko je pa čisto neka druga, so pa pisali, za našo popevko so pisali vsi od Strniše, Svetlane Makarovič, rock'n'roll je pa neka druga zgodba, ampak se pravim, to moraš biti ampak to ni samo rock'n'roll, zato pa je tudi naslov popevka, songi in šansoni, zdaj smo se pač samo rock'n'roll, ker je tu meni se zdi najbolj občutljivo v to stvar rezati. Ker mora iz benda izhajati, ne more od zunaj izhajati, in zato je zelo občutljivo, če pišeš za rock'n'roll band. Čeprav je pa ogromno bendov, ki dejansko si besedila ne znajo
Besedila so obupna. Dostikrat. Ampak ne, jaz nisem tisti vrste, da bi zdaj tu nekako, jaz vem, da morajo biti komercialne, morajo biti te stvari. Mene bolj motijo, ne moti brizgalna brizga, mene motijo oni, ko mislijo, da pišejo dobro. Ne? Teh je dosti hujše kot tiste malo težje, ko ti pride resno, pa sem napisal eno krasno besedilo, pa potem vsi te uredniki rečejo, to je krasno besedilo, besedilo je pa bedasto. Hvala, dajmo zdaj slišati v bistvu nekaj teh uglasbenih tekstov. Tomi Lorber je prvi. Ena. Dobro večer, jaz sem Tomi, zaigral bom 2 pesmi uglasbljene od Boruta. Jaz sem imel tako politiko, da če hočem dobro pesem, ne, si jo sam napišem, tako vsi kantavtorji, ne. Če hočeš dobro pesem, zdaj pa sem jaz razmišljal, če hočeš pa odlično pesem, te sem pa Boruta, ne. By the way, moji vzorniki so Deep Purple in Gibboni. Nad mestom glasno besni huda ura, težki in hitri so prsti neba. Pločnik je blazna klaviatura, zaljubljeni par v kontrapunktu dežja. A mačje oko strmi iz globine, v kanale otekajo zadnji ljudje, nasršene dlake in kremplji tišine, na zicek škrepljaje podpiše srce. Ra, 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 veža za pol odprtimi vrati, objeti telesi drsita v temo. Kaplje na koži blestijo v pozlati, dotiki pršijo vse bolj mokro. A mačje oko strmi iz globine, v kanale otekajo zadnji ljudje, nasršene dlake in kremplji tišine, na zice škrebljaje podpiše srce. Hvala lepa. Zdaj pa še Marko Grobler pa Katarina Rozman. Eno pesem, pa potem imamo še enkrat isto kombinacijo. Aha. Malo bolj pesno. Malo bolj pesno.
Sive stene soba zanikrna, vlažen kletni zrak. Majhno okno šipa bledikava, skoz njo sije mrak. Včasih pa od nekod prsih zažari komet. Kot nekoč tvoj prihod razsvetli temačno klet. Ogen spi telo premraženo, daleč je že dan. Ledom strop nebo pogreznjeno, pogorišče sanj. Včasih pa od nekod prsih zažari komet. Kot nekoč tvoj prihod razsvetli temačno klet. Včasih pa od nekod prsih zažari komet. Kot nekoč tvoj prihod razsvetli temačno klet. Hvala glasbenikom in bomo še enkrat prisluhnili v drugi glasbeni točki. Mogoče bi zdaj na kratko opredelila tematske sklope, o čem pravzaprav večina teh tekstov govori, kaj bralec, ki vzame knjigo v roke kot knjigo za tiho branje, najde na tej čisto tematski ravni. Tematsko je pravzaprav ta knjiga zelo široka. Največ je v bistvu takšnih, vse smo zdaj tudi slišali, ljubezenskih, takšnih ali drugačnih, veselih, nesrečnih, takšna kot pač je ljubezen. Nekaj, kar enek velik sklop je recimo, če lahko temu rečem, socialna tematika. To so pesmi tam okrog kvintonov, pa še nekaj sem jih kasneje tudi napisal. Potem je seveda nekaj, ne vem, če se temu reče, ki se tičejo etnologije, recimo pač teh, ki so te pustne šeme, namreč to je bil tale projekt Kurentova svadba, ki jo je napisal Zdenko Kodrič. In me je tako kot pokliče Dušan, tako me je tudi Kodrič poklical in je rekel, rabim 9 songov pustnih likov, o katerih jaz seveda nisem imel pojma, ker se in sem, se spomnim takrat, zelo dosti študiral te pustne like, tako da sem pod enim dvojnim pritiskom, namreč on je imel še tudi svoje zahteve, ker je on pisal, to je bil musical, on je pisal tekst, je rekel, morajo biti orglice noter, besedilo mora biti ne vem kaj, ne.
tako da je bil kar zahtevn, ampak zelo fajn, zelo sem užival v tem projektu. Bolj so mogoče, kaj zvem, pišem, ki se tiče otroštva. Ne vem, vse, to, kar pač prinaša življenje, ne vem, o smrti, o rojstvih. Pač zelo široko, se pravi, nobene knjige do zdaj ni bilo toliko široko, kot je pač tu. Mogoče je edino manj, mogoče sem imel v drugih knjigah več pesmi o samem pisanju, samem tega pač tukaj ni, ne. Zdaj pa eno najspodobno vprašanje, preden bomo zaprosili za komentar knjige, tudi pisca Spremne besede Bojana Sedmaka. Izpostavil si, da je ta knjiga na prvi ravni nastala, ne bi rekel po naročilu, ampak bolj na pobudo založbe. V njej so bili zbrani teksti, tudi eni teksti, ki doslej še niso našli poti v knjige, ker so bili namenjeni bolj za druge namene, nekaj je bilo dopisanega. Zdaj, če pogledaš vse svoje knjige na polici, je ta knjiga zbornik nečesa, kar je nastalo onstran tvoje poezije, ali pa je čisto prava knjiga med vsemi ostalimi pesniškimi knjigami? Čisto prava. Samo pač neke druge segmente pač bolj poudarja. Mislim, se ponavljam, ampak to zmeraj rečem, da pač določeno vsebino se da povedati samo z določeno formo in določene stvari, kaj jaz vem, zdaj, ko smo slišali eno ljubezensko pesem, se drugače ne da povedati. Tako da pač različne vrste poezije pač prikrivajo različne teme. Ene stvari lahko poveš samo z otroško poezijo. Jaz določene stvari zato tudi pišem za otroke, ker enostavno zaradi tega, ne zaradi tega, ker bi hotel pisati, da bom še nekaj za otroke, ampak ker pač lahko poveš samo s poezijo za otroke. In isto je to, tako da to meni čisto enostavno in ne morem jih vrednostno. Se to vprašanje sem ti postavil samo zato, ker v bistvu tudi določeni avtorji včasih to v svojem opusu v bistvu ločujejo. To pišem za ljudstvo, to pa pišem za res. Ne, mogoče je ta res malo bolj komunikativna, kot so ostale. Mogoče je bilo v Sencah in se kopa, so bile metafore malo bolj, kako bi rekel, bolj goste, kot so tu. Ampak ne, se tudi enostavnosti se moraš naučiti, to ni lahko. Najlepša hvala. Mogoče, Bojan, pisec Spremne besede, bi te izvali za kratek komentar te knjige. Bilo je prej nekaj citiranega o poeziji, ki se je označil kot klasično in moderno, in sem v naslednjem stavku, da se ne bi zameril vsem ostalim razložil, zakaj se mi zdi najboljši trenutno večji mariborski v tem, ker je pesnik, mi smo pesnice, torej ni pesnica, ni Erika Volk, ni Kovačič, ni v bistvu modernist kot brvar, predvsem pa klasični zato, ker je forma, oblika njegovih pesmi izredno natančno, matematično domišljena. Tu so verzi, ki so do tančine pravzaprav vzeti, tako da pravzaprav Boris Novak, ki je mojster teh zadev, je tukaj pravzaprav tudi lahko prisoten v teh romarskih verzih in laških enajstercih in tako naprej. V tem smislu klasični, moderno seveda zaradi tematike in zaradi pestrosti izraza pa subtilnost. Tako kot sem tudi napisal, Borut je izredno nežna, krhka duša, ampak notri pa zelo daljnosežno, dolgoživo, žilava in to bo tudi naprej. Jaz kaj več ne bi povedal, drugo se lahko preberete s temi besedi. Dobro, dajmo še malo prisluhniti glasbi. Tomi? In zdaj na vrsti, ne bi človek verjel, bezgov duš je že,
se tebi tudi kdaj zazdi, da maja noč na moč diši in da beskovo drevo z vonjem vabi te v temo. Daj povej se kdaj zgodi, da se znajdeš kjer te ni in ko tavaš onkraj mesta, bodite kdo rimska cesta. Rekla si mi, ej, 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 kapljice kapljajo zvej. Rekla si mi, uš, 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 steciva pod bezgov tuš. Tudi ti kdaj iščeš mah, kjer beton prekriva prah. Majska luna prebudi tudi tega, ki ne spi. Se tudi ti kdaj spremeniš v drgetavi nočni piš, ki te nosi v daljave čez asfalt in med trave. Rekla si mi, ej, 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 kapljice kapljajo zvej. Rekla si mi, huš, 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 steciva pod bezgov tuš. Tomi, midva jih pa imam že tudi 9-10 pesme, bilo tudi fajn. Vse so tu. Ne razumem teh tvojih težkih besed, res ne vem več, o čem govoriš. Na luži ob klopci taja se led, kar rečeš odpihne marčevski piš. Ne razumem teh tvojih dolgih razlag, v njih nikakor ne najdem nobenega pomena. Z vonjem pomladi raztaplja jih zrak, ki mi mehko objema ramena. Ne razumem teh težkih stavkov slovesa, a razumem čivkanje v krošnji drevesa.
ne razumem očem, sploh blebetaš, takole ves čas, kar nekaj 3 dni. Nič ne verjamem, v besedah je laž, v snežnih zaplatah srce žubori. Ne razumem, kdo ta hip odhaja, koga za zmeraj pušča za sabo. Siv je že sneg, ki v brozgo se taja, sonce v zelenem stopa pred mano. Ne razumem, ne razumem teh težkih stavkov slovesa, a razumem, čivkanje v krošnji drevesa. Najlepša hvala glasbenikom, ampak mislim, da je prav, da nekaj pesmi slišimo tudi z avtorjevim glasom. Ne se bati, ne bom pel. Dušan drugič malo večja knjiga narediti. Začeli smo z Kurentovo svadbo, pa bi mogoče, ker je ravno ta čas, prebral Kurenta. V pljučih spi zamrznjen čas, sneg razpira sivo cesto, zadnje polje, zadnja vas, iz meglice ostaja mesto. Asfalt je poln ledenih luž, na belih ulicah tišine, jato zasneženih duš splaši demon iz davnine. Pod poskoki poka led, kravji zvonec trga zrak, temni, magični balet, malo bog in malo vrak. V nebo štrleči rogovili, perje in brkati trobec, z ježevko nad sabo krili, za pasom bel dekliški robec. Kdo se v težki ovčji koži sklanja k tebi star in mlad, da v tvoji mrzli roži vroče zadrhti pomlad. Eno za košačane moje, ki so danes tukaj. Ko grem včasih mimo hiše. Ko grem včasih mimo hiše, kjer nekoč sem stanoval, pesem sama se napiše, ne da bi jo sploh iskal. Vrabci, jagode in brajde, zelena uta iz lesa, na mizi grah in sveže sadje, perilo plapola z neba. Kokošnjak in kovačija, vedro, voda, hlad, vodnjak, goš, ki se v travi zvija, majhen gumijast tovrnjak.
Mestece na kupu peska, plastični kavbojski konj, cvetni prah na robu zvezka, k vrtnicam leteč balon. Ko grem včasih mimo hiše, ker nekoč sem stanoval, pesem sama se napiše, ne da bi jo sploh iskal. Gugalnica pod hiško v krošnji, frnikole in hula hop, von po breskvah in po košnji, s hriba kliče stara klop. Iz zemlje spečene potičke, knjige mesta in narave, igre pike nogavičke, družinske lutkovne predstave. Smeh z dvorišča v predmestju, klunčkanje pomladnih ptic, cvetlična ura na zapestju, nebeški skok čez 5 stopnic. Ko grem včasih mimo hiše, kjer nekoč sem stanoval, pesem sama se napiše, ne da bi jo sploh iskal. Marilični kompot in cmoki, iz žemlje silijo pariške, bezek jajci, mleku, moki, krofi, flancati in miške. Kozarci, štefan in tarok, kvartačem kupčkam zbran drobiš, vino, kisla voda, sok, karo, pik, srce in križ. Psička se igra s copato, letala vzletajo z balkona, za nohti plastelin in blato, prasketanje gramofona. Ko grem včasih mimo hiše, kjer nekoč sem stanoval, pesem sama se napiše, ne da bi jo sploh iskal. Sin sem, vnuk, brat, bratranec, nečak, prijatelj z ulice, iz šole, skrivanje, lovenje v klanec, žoga za nevidne gole. Prve praske, prva kri, prve ištevanke ljubezni, prve solze, ki jih ni, zvini, zlomi in bolezni. Prvi smrkavi razhodi, prva drobencljanja v svet, prve smrti in porodi, zadnji verzi brez besed. Pa še eno, ki je glasbila Hana Mačkovšek pred 3-4 leti, ampak še vedno ni zadovoljna z glasbitvijo, tako da bom jo moral prebrati. Sonce, reka in labod. Na nabrežju reke Drave se ustavi star gospod. Ko izšopa rečne trave, pljuskne vodo mlad labod. Star gospod iz davnih dni, s palico iz medenine, ki pogled mu oslepi, lesketav odsev gladine. Zlato se blešči plitvina ob nasprotnem bregu reke, v senci vrbe in spomina starka, ki pripira veke. Veje, ločje, zrak in voda, senčna klopca iz lesa, starka krhka kot usoda, svetlo pesem si mrmra. Eno sonce je visoko, sredi jasnega neba, drugo sonce je globoko, v gošči mulja in srca. Vsak na svojem bregu biva, za njima je že dolga pot, v reko se njun čas izliva, sredi reke pa labod. Siv gospod, siva gospa, uročena van strmita, ko z gladine sprhota, tudi sama poletita. Hvala. Najlepša hvala. Smo še kaj bistvenega pozabila? Še eno pesem? Te pa dajmo še 2-3 komade. Zdaj bom res začel počasi. Pa še eno mariborsko. Izpred kapelice na Piramidi. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na Piramidi. Tovarne, šole, ceste, reka, urban in pohorska poseka. Mostovi, grad, pokopališče, dvorane, cerkve, park, smetišče.
Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi. Lent, bolnišnice, igrišča, nasipi, tržnice, križišča, ljudski vrt, vetrinski dvor, železnica in kolodvor. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi. Hoteli, servisi, nasadi, drevoredi in ploščadi. Vrtički, otok, galerije, trgovski centri, podrtije. Veš, mesto se najlepše vidi izpred kapelice na piramidi. Silosi na pragu melja, nova blokovska naselja, stara zapuščena vila, kjer nekoč sva se ljubila. Ja. Pa ne vem, mislim pač, kaj se mi bo odprlo. Dobro, ležeči Blaž, ravno za današnji sneženi dan. Zima odpira nočno nebo, snežni vrtinci belijo mesto. Sneg je še mlad, še čisto brez skorje, lebdeče prekriva smetnjake in cesto. Blaž se zdi star, betežen in mračen, zgubana koža veni v sivini. Nič več ne gazi, sključen do tal, leta pred njim so le še spomini. Na celcu leži, ker spet vidi njo, ki šali snežink plete z lasmi. K prsim prižema goreče telo, ko v dolino brez dna drsita sanmi. Zakrpani plašč in razmršena brada skrivata v sebi žeto postavo. Kapa iz prhle štrenaste volne je dvakrat premajhna za skuštrano glavo. Kosmi neba mehko drsijo po brazdastih licih in modrih dlaneh. Beli kristali pa svetlo žarijo mrtvemu Blažu v širokih očeh. Hvala. Najlepša hvala. Mislim, da bo počasi ta večer pripeljalo k koncu. Ja, morda še kakšno vprašanje? Seveda lahko Borota vse, kar nas zanima, vprašamo tudi zunaj v neformalnem druženju. Tako da zahvaljujem se vam za obisk. Upam, da vam je bil večer prijeten. In jaz mislim, da ni boljše variante za zaključiti ta večer, kot da še eno prebereš. Joj. Se ne vem kaj. Ja, ko se bolj veselo, končal sem ljubim. Ja, se kaj pa, če bi smetišni, kar ne samo tisto se tudi, ne. Ne samo smetišni, ko se tudi. Ja, to pa črke, če veda, če je ta bila naslovna, ja, točno, ja. Ja. Med avti teceva cikcak, sankava navzgor po bregu. S padalom skočiva v zrak, vžigalico prižgiva v snegu. Primiva se za roko, če tudi je med nama reka. Tesno objemiva drevo, ker že dolgo je poseka. Cena časa raste z leti, vsak trenutek je zaklad. Enkrat dano je živeti, 1000-krat pa biti mlad. Skočiva v gorski potok, vsa vročična in vihrava. Najdeva samotni otok, sredi mestnega živžava. Podariva si besede iz zasutega izvira, črke čutne abecede, ki je starost ne zradira. Hvala vsem.